Hi, I'm Sarah. I'm deeply in love with all things beautiful that make life bloom. I believe that with every step we take, we can make life grow stronger. Some think that's a struggle, but I think that it can be done in all sorts of fun and enjoyable ways. That is why I started to film the Life Keepers Diaries. Here is where I share my views of beauty, my ways of giving back to life, and my sparkles of creativity. I think those are exactly the ways of how to fill life with joy and love for ourselves and others. That is the way of a life keeper. Hej, trenutno vas pozdravljam tukaj sred polja v Kranju iz mojega domačega mesta. In kot vidite, je današnji video malo drugačen, zaradi tega, ker govorim v slovenščini. In sicer govorim v slovenščini zato, ker sem se par ur nazaj vrnila z enega zelo navdihujočega intervjuja, ki sem ga danes opravila z Jasmino Mazej. Mogoče je vsi ne poznate, ampak tisti, ki majčkeno spremljate stvari v povezavi z šolstvom in s trenutnimi ukrepi, ki zadevajo v veliki meri tudi šolstvo, ste jo pa mogoče že zasledili, ker je zapisala en tak zelo smiselen spis oziroma besedilo, sestavek o tem, kako trenutni ukrepi in naše odločitve v tej situaciji vplivajo na razvoj otrok, na njihovo psihično in fizično stanje in na splošno pač posledično seveda tudi na stanje v naši družbi. In sama sem bila pred časom tudi več let v šolstvu, bila sem učiteljica in vzgojiteljica in še vedno in verjetno zavedno se me te stvari še kako zelo fest dotaknejo in absolutno se mi področje šolstva in dela z otroki ne zdi poligon, na katerem bi si sploh kadarkoli smeli dovoliti take velike spodrsljaje, kot jih že predolgo delamo. In zato sem se odločila, da povabim na pogovor Jasmino, ker se mi je zdel njen spis zelo smiselen, zelo tehten in predvsem zato, ker je iz njega vel globok občutek zavedanja, kaj se dogaja, občutek zavedanja, kam bi morali iti, pa si kar ne upamo in še posebej ogromna mera ljubezni, predanosti svojemu delu in predanosti delu z ljudmi, z učenci, ki jih Jasmina globoko spoštuje in jim res kot prava pedagoginja ves čas želi iskreno stati ob strani, jih podpirati, jih spodbujati pri tem, da dosežejo najvišjo mero samostojnosti, pokončnosti, samozavedanja, samozavesti. In to res verjamem, da bi moralo biti poslanstvo čisto vsakega človeka, ki dela z ljudmi, še posebej pa tistih, ki delajo z mladimi. In zaradi tega sem danes res vesela, da sem dobila to priložnost, da sem spregovorila z osebo, ki ima toliko globoko mero samozavedanja in tako predanost svojemu delu in a veste, tisti občutek, ko se srečaš z nekom prvič v življenju in si imaš zapovedati 1001 stvar in lahko samo v navdušenju prikimavaš, ja, prosim, povej naprej, navdihuj, deli svoje sporočilo in absolutno želim pri delitvi takih globokih in tehtnih sporočil sodelovati tudi sama in zaradi tega sem danes res navdušena, da sva z Jasmino lahko ustvarili nekaj tako lepega skupaj in zato vas več kot z navdušenjem vabim, da prisluhnete najinim mislim
in Jasminini modrosti. In res upam, da se usedejo nekam v globino, zasejajo semena, ki bodo vzklila v zares lepe spremembe in napredek nas kot posameznikov in nas kot družbe. Tako da vabljeni k poslušanju. Tako da mogoče, če lahko poveš nekaj o sebi, s čim vse se ukvarjaš, kaj te navdihuje v življenju in na kakšen način potem tudi pristopaš do ljudi. Drugače sem Jasmina Mazej, da še sem to ime pa primek, povem pa profesorica slovenščine in sociologije. Čeprav mi veliko ljudi reče, da ne izgledam ravno kot profesorica slovenščine, pa ne vem zakaj, ker me po mojem tudi toliko stvari zanima. Predvsem me je vedno zanimala psihologija, no, in pa šport. In sem se veliko, pa tudi pravzaprav biologija, no, in pravzaprav sem tehtala, kaj bi sploh šla študirati. Zato, ker vedno sem bila od 5. leta naprej zagrizena športnica, ampak nisem hotela v Ljubljano. Zato se mi še po mojem zdaj na glas pozna štajerski. Pa vendar si v Ljubljani pristala? Ja, tako se to bomo na hitro, da ne bom predolgo. No, v glavnem, ampak vseeno mi je bila želja vedno slovenščino študirati ali pa vse postati učiteljica. Zato, ker že dolgo časa z mladimi delam in vedno sem rada delala z mladimi in mi je to bila res kot neko moje poslanstvo, kaj se mi je zazdelo. Čeprav sem šla pa v prvi letnik fakultete na ekonomsko. In sem ravno danes to razlagala učencem, kakšno je to življenje, da mogoče pač včasih je treba probati več stvari, da vidiš, da ti ni žal, da si se potem pravilno odločil na koncu. In v prvem letniku sem rekla, da to res ni zame in sem šla potem na pedagoško fakulteto, končala slovenščino sociologijo, ampak šport je še vedno del mojega življenja. No, ampak potem ne zaradi službe, ampak zaradi bodočega moža sem se preselila v Ljubljano, tako da sem dobila tudi službo tukaj in ostala. Imam 2 sinova, ki sta zdaj že kar, sicer bi lahko že bila malo izven pubertete, pa je se ta doba premaknila, stara sta 17 pa 20, no. Pa drugače imam 2 kužka iz zavetišča, zato ker sem tudi zelo zagrižena, pravzaprav ekologinja in veliko mi pomeni pač narava, živali, rastline, tako da že tudi otroke vzgajam na ta način in sem posvojila 2 kužka. Tako da potem sem se pa vključila tudi to izobraževanje nevrolingvističnega programiranja, ker me pa res psihologija zelo zanima, pa sem ugotovila, da veliko stvari mi nosimo iz otroštva naprej. Tako da zato toliko poudarjam to, da morajo otroci v šolo, da recimo imajo, ne vem, kot rečemo v NLP-ju, ta sidra, ki so v nas, pozitivna sidra, ne negativna v resnici, zato da se lahko razvijajo v samostojno, pozitivno osebo, ki ve, kaj hoče, pač da pozna svoje cilje. In vem, da to veliko stvari vlečemo naprej iz otroštva, torej vzorcev, navad, prepričanj. In tako da sem potem v tem svojem izobraževanju res ogromno izvedela o tem in to vnašam tudi pri pouku in z ljudmi drugače gledam na odnose, na komunikacijo in vse to. To mi je res zelo veliko pripomoglo. Letos sem se pa odločila še za trenerja, da dokončam še to, pa mogoče kdaj tudi koga učim, navdušim nad tem, ker res drugače začneš gledati na stvari, no, potem. Vedno se rada učim, no, še vedno, pa moram se bom skozi kaj, tako da mi je vedno dobrodošlo, če nekdo kaj novega pove tudi, no. Tudi otroci me veliko naučijo. Definitivno, ne? Ja, res. V bistvu, ko prideš kot pedagog, jaz sem bila vzgojiteljica in učiteljica, pa ne glede na to, ali v igralnico prideš, ali prideš v učilnico, si kakor na enem takem intenzivnem tečaju življenja. Točno to sem jim danes rekla. Danes smo porabili uro za to, kako se motivirati. Zato, ker res jim je težko, sploh to leto, že celo se so rekli učiteljica, 1 leto, smo mi tako, ne vemo, ali bomo doma, ali bomo v šoli in je za njih to res stres. Zdaj, ker pač mora pridobiti ustne ocene, se malo lahko tudi izgovorijo sicer na to situacijo, veliko je pa tudi res. Tako da verjamem, da mi je bilo težko in da upam, bomo zdaj do junija speljali tako, kot je treba in potrebuje tudi ocene. In je zdaj tukaj problem, ker res od januarja niso veliko delali. Motivacija mi je padla in smo danes porabili ravno celo uro za to, da sem jih probala vseeno nekako navdušiti oziroma pripraviti
ne, na učenje, pa kako se učiti in motivirati in take stvari. No, in to pravim, da je šola za življenje. Ja. Kateri razred pa učiš? 7., 8., 9. Rekla si, da ste porabili samo za neko motivacijo in kako se lotiti učenja in tega, pa bi mogoče predala en del tega. Kaj si jim predala, pa kaj lahko dejansko tudi mogoče kdo drug uporabnega na ta način. Ja, se to želim ravno. Ne, zato tudi pišem veliko o tem tudi in jih želim pač tudi drugem pomagati, no? Ali staršem, ali učiteljem, pa tudi otrokom. No? To je ta trikotnik, ne? Ki je zelo pomemben v šolstvu, da deluje. No, pa če greva postopno, mogoče to, kaj si jim danes predala, potem pa tudi kako se lotiti tega trikotnika. Ja, no najprej tako so vedeli, da moram spraševati. Ustno oceno morajo dobiti še eno, ampak se mi je zazdelo res nesmiselno, ne, da bi danes jaz na silo spraševala, ker res niso bili pripravljeni in sem rekla v redu. Bomo porabili 1 uro za pogovor. In se mi to zelo pomembno zdi tudi v razredu, kdaj reči, ne, pač ne bomo zdaj vse te snovi predelali, ampak bomo mogoče se tudi kaj pogovorili. Sploh zdaj v tej situaciji rabijo otroci zelo veliko pogovora in razumevanja, pa lahko morda kdo reče, ne, da pač učitelj tako in tako razume, ne, ampak ne vem, moraš biti najprej človek, se mi zdi, ne, in pravzaprav res delati srcem. To jaz vedno rečem, vsak poklic moraš najprej delati srcem. Mora biti klica, ne zgolj služba. Tako je. No, in tako sem začela, no, če so kaj motivirani in da niso. In da ne vejo, kako se spraviti k učenju in pač so bili tudi malo izgovori. No, in sem rekla najprej, pravzaprav bi vsak rad dobil lepo oceno. Ne? Torej, to je zunanja motivacija. In sem jim razlagala, da imamo 2 vrsti motivacije, torej zunanjo in notranjo. Ampak notranja je boljša, ne? Zato, ker se učiš zaradi sebe, v resnici. Sicer pa se učimo najraje tisto, kar nas zanima, ne? In verjamem, da vse slovenščina ravno ne zanima, morajo pa vseeno nekaj znati, ne? Tako da sem začela o tem, da si nekako vizualizirajo najprej. Da si predstavljajo, torej v mislih sebe, kako si najprej uredijo delovni prostor. Da imajo lepo pospravljeno, zvezke na mizi in da se začnejo učiti. In da delajo to v mislih, kako se učijo. In peljejo do konca, da potem tudi že znajo in da so potem tudi vprašani in da dobijo lepo oceno. Torej, en tak potek celotnega njihovega učenja, no, sem probala najprej na ta način, da si v mislih podoživijo to. Potem sem jim že pred časom razlagala o enem krogu. Oni zato že dosti vejo teh mojih tehnik vmes. Sem rekla, se spomnite kroga? A ja, ne, že sami sem rekla, ja, učiteljica, vemo, tisti krog vaš, pa torta. Ker sem rekla, da si izrežejo kot kose torte cel dan, ker si ne znajo včasih delo zorganizirati, ker vmes so že začeli, ja, pa moram to narediti, pa moram ono, in je sploh bilo spet neorganizirano. In sem rekla, se spomnite kroga in torte, izrežite zdaj malo večji kos torte za učenje, vse potem se bo to zmanjšalo, ta kos, ne, vse poleti ga več ne bo, bodo drugi kosi, zakaj drugega, ne. Ampak zdaj trenutno naj bo to največji kos, ne. Potem vmes poznajo že tudi moje intervalno učenje, kaj je. To je učenje s premori, ki je zelo pomembno. In že v 45 minutah v šoli je težko biti v primeru, če zdaj pa množimo krat 6, recimo, ne. In jaz že vmes delam, mislim, dajem odmore. To so zelo kratki odmori. Zdaj trenutno, pač ko je korona, ne morem žogic uporabljati. Jaz sem si nabavila žogice v Decathlonu, tiste mehke, okrogle, pisane. In že vejo, da jih imam v omari. In včasih, ko postanejo utrujeni, rečejo, učiteljica, mi bi žogce. Tako da si jih kakšnih 2 minuti podajajo. Ja, in to na hitro en drugemu podajata žogco. Predlagala sem doma, ne, če so sami, ali imajo kak koš, ki mečejo žogcem, ali pa kakšne druge aktivnosti, lahko plešajo, lahko, ne vem, sklece delajo, karkoli, da se malo sprostijo vmes, to je pomembno med učenjem. Ne, da on sedi 2 uri za mizo, koncentracija pade, se učenec ne bo vedel, kaj bere. Na koncu je nesmiselno, porabil je 2 uri, ampak škoda časa, ne. Tako da to intervalno učenje s premori, da malo preusmeri, mislim, da se sprosti. Tako da jaz jim vedno rečem, ne vem, da se 15 minut res fokusira na snov, 100%, ne razmišlja o ničemer drugem in pauza, torej odmor in spet 15 minut si bo veliko več zapomnil. Tako da tudi v 45 minutah v šoli mora biti nujno kratki odmori vmes. Večinoma je pač najboljše s kakšnim gibanjem, ne.
Pa si to mogoče kdaj že kakšnemu sodelavcu ali pa drugemu pedagogu tudi povedala, pa kakšen je bil? Vse lahko, ja, tudi upoštevajo to, oziroma tudi imajo mogoče na kak drug način, ampak vmes res nujno, da so pavze, no, to je zelo pomembno, ja. To sem jim danes še enkrat poudarila, da ko se učijo. Misli so usmerjene samo na učenje. Potem smo se učili tudi, ali podčrtujejo, ali delajo miselne vzorce. No, in potem sem jim danes tudi razlagala o tem, da smo različni učni tipi. Vizualni, auditivni in kinestetični. To že na začetku leta eno tehniko naredimo, da si pripovedujejo en drugemu in kam grejo oči, ker je to pomembno, ne? Če grejo oči gor, je vizualni tip. Če levo, desno, je auditivni, če dol je kinestet. Ne? Tako da na nek način jim malo prikažem tudi, ne, kako lahko ugotovijo, kateri tip so. Pa povedala sem jim, no, da vizualni tip ima zelo urejene zvezke. Njemu je pomembno, kako izgleda, ne? Slike, torej tudi potem, da recimo barve, da podčrtuje, označuje miselne vzorce dela in tako dalje. In na ta način tudi hočem prikazati, da mogoče vidijo, kateri tip so. Auditivni so slušni, torej radi poslušajo. Zato sem jim danes svetovala, da se učijo na glas, da slišijo svoj glas, ko govorijo, berejo. Lahko se posnamejo, pa se poslušajo. Potem pa sem rekla, kinestetom je pa najtežje v resnici, ne? Zato v našem sistemu, ker morajo prijeti ali pa začutiti, ne? In sem rekla, ja, zdaj pač, ker se morajo književnost tudi učiti, bi se lahko pač oblekli v tistega, ali pa ne vem, ne, pa zaigrali, ali pa, ne vem, zato jim jaz tudi med urami na več načinov prikažem eno snov. Lahko na YouTubeu pogledamo, če je kak posnetek igre, naprimer, Martina Krpana smo, ali pa Pegama in Lambergarja, potem tudi so učenci igrali to, potem recimo slike kakšne za vizualne, pa da me poslušajo, ali pa mogoče kakšnega, ne vem, igralca poslušamo, ali pa koga, da tudi slišijo. Torej, to se mora uporabljati tudi v razredu, ne? Zato, ker smo res različni tipi. Potem pa že tudi odprej poznajo in sem še enkrat odpravljanje treme. Tudi to je zelo pomembno, ne? Ja. Jaz, ko sprašujem, oni so res zanimivi, že stol prinesejo. Oni nikoli pri meni ne stojijo. Ne vem, tako se mi zdi zelo pomemben stik. To je tudi ta dober stik, ne, da ustvarimo. Sproščen stik, da je, ne. Ker vemo, da vsako spraševanje je trema, javno nastopanje je trema in jim tudi to povem, eno tehniko, to je krog odličnosti. To je pa res, ta krog odličnosti imajo vedno s sabo, v glavi, kadarkoli, lahko ga, mislim tudi odrasli, ne samo za otroke, zato ker se napolnijo s temi pozitivnimi viri. In jih peljem, ne, to je ta tehnika, kjer stopijo v en krog, ki si ga predstavljajo in gre potem, podoživijo en dogodek, ko so bili močni, samozavestni, polni energije, morda kdaj na kakšnem odru, ali so kje zmagali, ali so dobili dobro oceno, ne, da podoživijo ta dogodek, stopijo potem v krog in potem jih peljem, ne, skozi vizualno, auditivno, kinestetično v tem dogodku, ki so ga doživeli. Torej, kdo je bil tam, ne, koga so slišali, ne vem, kaj so začutili, tako, ne, in potem to večkrat ponovimo. Tako da, ko oni, recimo, ko so vprašani, pa imajo oni nastop, stopijo v mislih v ta krog, ne, in potem podoživijo ta dogodek, torej se, bi rekli, nabildajo s temi pozitivnimi viri, no, pri sebi. Da to vse v bistvu začutijo, to energijo, v kateri želijo biti. Ja, ali pa tudi zasidrajo lahko, naprimer, ne, ta dogodek, da se primejo za prst. Je lahko to sidro. Ali za uho, preden so vprašani, zasidrajo, ali za obesek, ali karkoli, da tudi to močno zasidrajo, ker takrat, ko se bo on tam prijel, ko bo to zasidral, bo postal bolj samozavesten, močen, ker se bo spomnil tega dogodka, ko je bil že, ne. Ja. Prej si tudi že omenila pozitivna sidra, ne? A bi mogoče lahko kaj o tem več povedala? Ja, zdaj imamo negativna ali pa pozitivna, ne. Zdaj, velikokrat nam ta negativna ostane nekje, ne, v podzavesti. Vemo, da je kar veliko v našem podzavestnem, nezavednem umu, ne. Ja. To so ta negativna, ki jih lahko peljemo, pozitivna so pa tudi, ne, in so zelo pomembna ravno pri teh tehnikah. Recimo, ko je, ne vem, ta dober dogodek, ne vem, se mu je zgodil, ne, je to pozitivno, lahko je to glasba. Velikokrat nas glasba lahko spomni na kaj lepega in potem že podoživimo, tako, točno in to, vonja.
ali je kakšen parfum, ali po borovcih, naprimer, ne nas spomni na morje, ali gost. Vse te stvari, to so ta pozitivna sidra. Torej, ti zunanji dejavniki nas spomnijo na nekaj lepega. Ja, to je zelo pomembno. Kaj pa negativna sidra in kako jih preseči, recimo? Ja, negativna sidra so pa tudi lahko, ne. Lahko je recimo samo nas včasih en glas. Naprimer, mama se doma vedno kregala, ne, in to nam je ostalo, to sidro v nas. In mogoče ima sodelavka podoben glas kot mama. In nas lahko takoj spomni na nekaj slabega, pa nič ni kriva sodelavka, ne, ampak ta glas, naprimer. Ali pa karkoli, no in to je pa tudi ena tehnika odpravljanja sider, ko gremo nazaj v preteklost in se potem tudi s pozitivnimi viri in spet napolnimo in gremo čez, no, da nekako preslikamo čez pozitivno. To je pomembno, da vedno gremo čez nekaj slabega s pozitivnostjo. Večkrat rečejo učitelji, da se ne da, da je veliko omejitev v sistemu. Nekateri spotoma tudi obupajo, pa kljub temu, da so bili zelo predani učitelji, rajš grejo kaj druga delati. Ampak očitno se da marsikaj. Če se pač temu predaš, če se posvetiš temu, če si pripravljen nekaj več vložiti. Je pa res verjetno tudi to, da če želiš nekaj kvalitetnega delati z nekom drugim, moraš najprej na sebi delati. Točno to. To je prvo. Ja, in verjetno tudi ti ves čas veliko delaš na sebi. Tako da sem že dost, pač tudi smo že imeli mi seminarje, tudi učitelji imamo ogromno izobraževanj. Že kot študentje smo veliko, tudi psihologijo in vse to, ampak potem tudi med delom, veliko imamo, enkrat na leto sigurno kakšno izobraževanje in se že iz tega veliko naučimo. Ja, potem pa seveda svoje lastne izkušnje, delo na sebi, ja, pravzaprav nas lastne izkušnje tudi veliko, pač nekako izklestijo tisto, da postanemo boljši, pa na nek način, ja, tudi v glavnem, ampak je težko, no, se ni lahek poklic, imeti 25 otrok pred sabo, vsak svojo energijo, pa s svojimi navadami, vzorci in tako dalje. Krat nekajkrat v dnevu. Ja, res je, pa potem še tudi mi imamo svoje družine, tako da tudi to je, nam ni tako lahko, no. Ni enostavno, verjamem, no, ampak jaz vedno rečem, da nekako ti poplačajo to. Meni to otroci potem poplačajo, ne vem. Še čez leta, ko se mi kdo kaj napiše, ne vem, ko koga kje srečam, mi maha in pol jih srečam povsod. Že avto so mi popravljali, že na bencinski črpalki in pa, ne vem, kjerkoli sem vesela, ker me spoznajo. Zadnjič celo pod masko in ne bi spoznala, je ena takoj najbrž po glasu, kaj ne vem. V glavnem, to je potem meni neko zadoščenje, da delam prav, pa pohvala, no, pa motivacijo. Prej si omenila tudi ta trikotnik sodelovanja učitelji, otroci, starši. In starši se mi zdi, da zna biti tak zelo težek del sodelovanja. Večkrat slišim tudi, da učitelji kritizirajo starše, starši seveda kritizirajo učitelje. Jaz iz svoje izkušnje lahko rečem, da se da starši res čudovito sodelovati in se mi zdi, da dajo tudi tisti nek zelo pomemben vpogled v otroka, s katerim delaš, ki ga ti nimaš, ko je on v učilnici. Je to čisto neka druga slika otroka. Kako pa ti to delaš? Ja, res je, starši lahko zelo pripomorejo k temu, da ti otroka drugače vidiš. Res. In vedno pravim spet, iz našega neurolingvističnega programiranja je to dober stik. To je, kar je prvo. Torej, da učitelj spostavi staršem dober stik. To pomeni, da mu starš zaupa na nek način, oziroma en drugemu, da se spostavi to, pač ko pride starš na govorilne ure, se tudi v stresu. Se ne ve, točno zdaj, kaj ga čaka, kaj bo zdaj učitelj povedal, ne vem. Včasih je tudi težko govoriti o svojih težavah in o svojem otroku. Se vemo, vsak starš želi najboljše svojemu otroku. In jaz verjamem, da tudi učitelj želi otroku res tudi najboljše. Tako da najprej ta dober stik, to je prvo. Potem pa tudi vedno rečem ta sendvič pohvala, se temu reče. Je tudi zanimiva zadeva. Nikoli ne kritiziramo najprej, ker potem že, to je prvič že šok za starša, se lahko tudi celo zapre in ne pove potem tudi tistega vsega, kar bi moral, pač kar bi bilo dobro.
da najprej nasplošno pohvalimo otroka, ne? Potem pokritiziramo tisto, kar ni bilo v redu, oziroma povemo, ne? Da nekaj pač ni v redu, ali ocena, ali pač obnašanje, karkoli. In na koncu konkretno spet pohvalimo. Tako da to malo zapakiramo. To je zelo pomembno, ker starš potem ve, da je tudi dober, ni samo slab. In ko bo šel iz učilnice pa iz kabineta, ne bo samo tisti slab občutek. Ne, moj otrok je pa tak in tak, ampak bo vedel, da je tudi nekaj dobrega naredil, ker sigurno vsak otrok ima tudi dobre lastnosti, tudi če še ne vem, kako nagaja ali jezik ali karkoli, je sigurno nekaj dobrega. Tudi z učenci naredim eno zadevo, to je zelo dobra in to priporočam vsem. To je ta knjižica prijateljstva. Ne? Tak, mislim, on je naredil, ali pa zgibanka, no? To tudi naredimo na razrednih urah. Ko napiše nekaj lepega o vsakem v razredu. In sem imela enkrat primer, ko so rekli, da o enem fantu ne vejo, kaj bi napisali lepega. Sem rekla, vsak ima. Razmislite, čisto vsak, ali je komu kaj pomagal, ali je mogoče zelo pogumen, ali karkoli, no. In včasih ne more verjeti, ko to berejo. Ko to vidiš, potem njihove vesele obraze, nasmehe. Pa še ena dobra zadeva je ogledala. To naredim pa vsako leto. V škatlico dam ogledalo in potem dam to učencem zaprto škatlo. In jim rečem, da ta oseba, ki jo bojo videli v škatli, bo vedno z njimi, celo življenje. In bojo vedno zaupali. In ona bo vedno stala ob strani in bo verjela v njih, da so oni močni, sposobni. Tudi v najslabši situaciji bo verjela in jim stala ob strani. In oni mislijo, da so to starši. Ja. In potem rečem, ko to pač povem vse, rečem, no zdaj pa odprite škatlico in pogledajte, kdo je to. In vidijo sebe. In včasih so rekli, učiteljica, mi smo mislili, da je to mami. Ne? Sem rekla, ne, ampak ti si ta oseba. Vse skozi ne boš z mamo živela, ne? Ampak ti pa boš vedno sama s sabo. To je taka zelo dobra, močna, no, tehnika, res. Ta knjižica je tiska se zgiba? Ja, lahko se zgiba ali pa jo sami naredijo. Včasih pa zelo radi naredijo, jaz samo rečem, da bomo, ne vem, knjižica prijateljstva, da na vsako stran bo nekaj napisal. Naj lepo naredijo po svoje, kako želijo. In deklice ponavadi to krasijo, narišajo, tako da imajo potem to za spomin. To sem jaz delala tudi s svojimi prijateljicami in je bila tudi res lepa izkušnja. Mislim, da kar vsi vsake toliko časa potrebujemo to, da nas nekaj malo dvigne, malo poboža, pa nam pokaže kakšno stvar, ki jo mi zapakiramo v 1001 kritiko, jo pa nekdo drug vidi lahko zelo drugače. Marsikakšen učitelj bi mogoče tudi rekel, da nima dovolj časa v tistih 45 minutah, da je vezan na ta program, kateremu mora slediti, ampak verjetno vsi te prijemi peljejo v toliko pozitivnega, da se verjetno da tudi vse tisto zraven oddelati, kar je formalno treba oddelati. Res je, ne, da je 45 ur zelo malo in če jih je 25, tudi je najboljše včasih individualno, ne, čakaj, in je res premalo časa. To je res. 1 ura razredna na 14 dni je premalo, ne, v resnici. Potem smo omejeni z učnim načrtom, ne, tudi. In, ne vem, jaz se včasih malo pač nekako vzamem, no, če je potrebno, vse učitelj to začuti, ne. Ne vem, vedno si rečem, vse so pomembne stvari, tudi življenjske, ne, so zelo pomembne, tako da včasih jaz pač tudi kakšno minuto ali malo več porabim za kdaj tudi te stvari, no. Je pa res, jaz pravim, da je moralo biti tak predmet, bi moral še biti nujno v šoli. Ja, v nekaterih pedagogikah že obstajajo tudi taki predmeti. Jaz osebno sem imela to srečo, da v šoli, kjer sem delala, je bila pač zasebna šola in smo lahko povsem po svoje oblikovali urnik in koliko časa bojo trajale stvari. In včasih dejansko moraš kakšno stvar, ki si jo imel načrtovano, dati na stran in predelati tiste stvari, ki so se spontano življenjsko odprle. Pa smo imeli primer, ko je enemu od učencev, preden je prišel v šolo, umrl psiček. In to je taka stvar, ki je ne moreš spregledati pri otroku v 1. razredu. To je stvar, zaradi katere bi se vse ostalo porušilo, če je ne bi najprej predelal, je dal
tiste pozornosti, ki jo zahteva, in se potem šele naprej premaknil. V končni fazi so pa to tudi tako pomembne življenjske lekcije, da ti dajo v bistvu zelo krasno situacijo, kako otroke naučiti, kako se spoprijemati s stvarmi, ki jih življenje prinese. In so nenačrtovane in so lahko zelo težke, ampak se da tudi neke pozitivne stvari ven iz tega dobiti. Točno to. In mislim, da bi na splošno šolski sistem res moral imeti ta element tudi vključen. Točno to. Zato jaz skozi to govorim. To bi bilo nujno nekako v urniku, da je tudi ura za to. Ne vem, ali pa tudi, ne vem, tudi če vsega ne predelamo v tistem dnevu, bomo pa kdaj drugič. Mislim, tako, če je nujno potrebno, to je prvo, po mojem. Potem sicer pa tudi realno gledano, zelo malo te snovi, ki se jo naučimo, kolikor naučimo, se je dejansko ne naučimo, ampak jo imamo shranjeno za približno 14 dni in potem je za celo življenje pozabljeno. Tako da verjetno bi bilo veliko druga, bolj življenjskega, bolj pomembno postaviti v urnik. Sploh v dobi interneta. Zdaj, ko smo toliko podatkov že, ko samo vtipkaš pa najdeš, se mi zdi medpredmetne povezave, torej medpredmetne, da otroci razmišljajo. To, ne da se učijo na pamet. Ja, na pamet pesem. Tudi to jim povem, da je nujno potrebno učenje na pamet, naprimer, za naše možgane tudi. Ampak razmišljati. In medpredmetno povezovanje, zato ker oni so sigurno nekje že nekaj slišali v zvezi s tem in povezati. In potem je tudi manj učenja, če znajo povezovati. To je meni nujno potrebno. Recimo, jaz sem za veliko začetnico, saj nisem pri slovenščini. Pišejo geografijo, pa pišejo z malo. Je že medpredmetno povezovanje. Ali obdobja, zgodovina, sigurno so že tam kaj slišali pri zgodovini, ko lahko povežejo z mojim predmetom in tako dalje. Sej v končni fazi, recimo, če imaš zgodovino pa slovenščino, se v bistvu vsa slovenščina je nastala nekje v nekem zgodovinskem okvirju in je otroku tudi veliko bližje, veliko bolj smiselno, če razume, v kakšnih okoliščinah je tisto nastalo in zakaj je nastalo v taki obliki, in potem začnejo lahko razumevati tudi dušo človeka, kako se prilagaja na dane okoliščine, kako ustvarja nekaj svojega v določenem času in prostoru in se v bistvu sam o sebi tudi lahko skozi to uči. Tako da to bi bilo res nujno, da bi se te stvari povezovale. Ampak kako lahko to naredimo v tem dokaj rigidnem sistemu? To je tudi veliko od učiteljev odvisno. Če se med sabo povežejo, se da marsikaj lahko tudi narediti. Tako da se, po mojem, tudi v tem sistemu da narediti. Mogoče je preveč nekega balasta, to je res, ko pravimo, da bi šlo ven, sigurno bojo kakšne spremembe. Tudi zdaj, ko smo ugotovili, ko smo bili doma, vsega tega nismo mogli predelati in smo se sami morali tudi nekako odločiti, k čemu bomo dali prednost. Tako da jaz mislim, da bo počasi odpadlo del snovi, ki ni nujna. Pa učitelji med sabo se povezati. To je pa to timsko delo, ki je nujno. V resnici vse povsod. V bistvu si ravno zdaj odprla tudi eno temo, ki se mi zdi zelo nujna znotraj teh pogovorov o trenutni situaciji. Zdaj ste se vi, učitelji, že morali precej prilagajati na situacijo in sami tudi razmišljati, katere stvari se vam zdijo bolj pomembne kot neke druge, čemu dati prioritetno pozornost. In me zanima, kako ti vidiš to, da vsaka kriza, vsak izziv, ki ga dobimo, je lahko priložnost za neko rast, za razvoj, za napredek, za ustvarjanje neke nove vizije in zastavljanje neke poti, kako doseči to vizijo. In kaj bi nas ta situacija zdaj lahko naučila, kaj bi lahko res konkretnega iz tega potegnili, nesli naprej v nek boljši jutri, ker če smo iskreni, tudi do zdaj nismo bili ravno najbolj navdušeni nad tem svetom, nad tem, kako živimo. In zdaj imamo tukaj eno izvrstno priložnost, da rečemo, ok, ustavimo se malo, poglejmo, kaj se dogaja, kam želimo iti in kako zdaj do tega pride do nečesa lepšega. Vse ravno to sem rekla, da na nek način nas uči to, ustavimo se in se povežimo.
nekako, ne? Nismo samo sami individualisti, ne? Ampak smo v resnici skupina. Ne? Tako da mogoče to, da začnemo bolj poslušati, prisluhniti drug drugemu, pa da ne moremo sami živeti, da smo v resnici odvisni en od drugega. To pomeni, da otroci že sami vidijo, da nujna je šola, da ne more biti doma, tako kot so včasih hoteli biti, jaz bi bil doma, da pravzaprav rabijo učitelja. To se lahko iz te situacije se naučili, da potrebujejo nujno šolo in izobraževanje. Potem recimo ljudje, ne, da se nekako, kako bi rekla, dajemo spodbude en drugemu, ne, da dvigujemo drugega. Ne. Potem mogoče zdaj, ko smo toliko časa doma, da vidimo, ne, koliko nam pomeni to, da smo z nekom, da rabimo nekoga. Ne. Take stvari, no. Pa tudi osebna rast, da človek pri sebi vidi. Jaz vedno rečem, ker sem tudi pisala 21 korakov do sprememb. To se me malo sem se pohecala, no, 21 dni do novega leta je bilo. Dobro. In sem videla, tako zanimivo se mi je zdelo potem, no, videla sem 21 dni do sprememb, ampak v hujšanju. To skozi tega, ne vem, vedno to vidim in sem se začela spraševati, zakaj 21 dni je, pa je res preklop. Ja, po 21 dni. Ja, v našem sistemu tako, notranjem ne bi res naredili nek preobrat. Da 21 dni je tistih pomembnih, ključnih. Ja, da se ponotranji neka sprememba. Ja, ne 14, ampak 21. To sem malo pohecala. Ampak v glavnem, no in sem rekla 21 dni do novega leta. Kaj pa, če bi jaz vsak dan nekaj napisala, do 21 dni do spremembe, do novega cilja, ampak ne s 1.1., ker veliko krat mi rečemo 1.1. začnem pa drugače. Ja. Ne? In sem rekla, kaj pa, če bi že zdaj začeli drugače. Ne? In res sem vsak dan napisala eno spremembo, kaj mora človek pri sebi narediti. Res zelo dobro je potem to izpadlo, 21 korakov do sprememb, tako da se je izteklo ravno do 31. decembra. In s prvim, ne, sem rekla, zdaj pa lahko začnete na novo. Ja, tudi to je vse zase, individualno, da človek pri sebi spremenja stvari. In a mogoče lahko zaupaš kakšno izmed teh sprememb, ki bi bile tako ključne? Zdaj, vsak si recimo postavi cilj. Nekdo bi rad shujšal, nekdo bi rad dobil zaposlitev, ne vem, nekdo bi zboljšal finančno stanje, karkoli. Si sam vsak pri sebi malo razmisli, kaj si želi, kje spremeniti. Ali komunikacijo, ali odnose, karkoli. Tako da sem začela, vedno začnem s pozitivnim, ne? Tako da pravzaprav, kaj je bilo lepega v letu 2020, dobrega. Ker mi veliko krat samo slabe stvari potem vidimo, ne? Ja. No, tako sem začela z lepimi, potem tudi slabimi in kaj bi rad spremenil. In na kak način bi rad spremenil in sem jih tako vodila vsak dan, ne? Z eno zadevo so pisali v zvezek. To je zelo pomembno, da mi pišemo. Ne samo zato, ker učim slovenščino, ampak je res povezava z našimi možgani, ko mi pišemo na roko, kot pa tipkamo. In sem rekla, naj si nabavijo zvezke in se to vsak dan zapiše. Nekaj malega, se to niso spisi, ampak samo, da ti vidiš pri sebi. Ko začneš pisati, začneš komaj odkrivati slabe navade, kako bi jih spremenil, ne vem, preslikal z dobrimi zadevami, zakaj sploh slabe navade, mogoče pa tudi kaj pozitivnega v tem najdemo, oziroma zakaj smo sploh začeli slabimi navadami, torej en vzrok. In ker vedno vzrok moramo odpravljati, ne? No, in potem na koncu tudi, kateri so cilji, smart cilje sem razlagala, pa motivacijo, željo, vse to sem imela v teh 21 dneh. In to si potem delala z učenci tudi? Z učenci zdaj še nisem, no, bi lahko tudi, mogoče enkrat, to zdaj še ni bilo priložnosti, no, toliko. Na kakšnih razrednih urah, ali pa recimo, kar je še zame zelo dobro, da gremo ven tudi kdaj. Ja. To, da, ne vem, šole v naravi so res super, ampak žal zdaj ne, so odpadle. Ne vem, včasih mi gremo tudi na travo sedeti, ne, ko je lepše vreme. Ja. Da malo okolje spremenimo, da ni samo to formalno učenje. Jaz sem imela srečo, da sem lahko tako delala z otroki in sem imela sploh izrazito igrive otroške otroke takrat, ko sem imela 1. razred. In mi smo bili praktično ves čas odzunaj. In to se je res izrazito videlo, da če je bil recimo res grozno slab vreme, pa da nismo mogli iti ven. To je bila katastrofa. Res
ti otroci so res morali iti ven, so se morali igrati, so se morali gibati in potem smo lahko vse živo naredili. Res. In večino stvari smo se od zunaj naučili. Smo se pisati učili od zunaj, s kredami, z gibanjem, lahko smo tudi stvari ven nesli, svoje zvezke, smo sedeli pod drevesom in delali in to je bilo res tako čudovito. In še zdaj, ko grem mimo tistega parka, kjer smo skoraj cel tisti pomladno-poletni čas preživeli, je še vedno tak lep občutek. Je to neko pozitivno sidro. Ja, točno to, res. Ja, edino ta je problem, ker je recimo v naši šoli 800 učencev. Zdaj to je problem. Zdaj, da bi mogoče nekako vsaj delno šli ven, no, da bi... Ali pa vsaj tisti najmlajši, da bi bili lahko čim več od zunaj, potem pa pač priložnostno, kakor se le da. Zdaj jaz verjamem, da bi se dal komot, ne vem, en dan v tednu, recimo, pa da greš lahko, ne vem, v najbližji park ali pa gost ali pa kamorkoli, pa da se lahko stvari prilagodi temu. In takrat imaš lahko potem tudi take vsebine, kot recimo neka osebnostna rast, komunikacija, odnos z življenjem, take stvari, a ne. In v bistvu se itak potem te stvari najbolj naučiš, najbolj grejo tja v kosti noter, ker je to izkustveno, a ne. Ja, točno to. Ko veliko govorimo o izkustvenem, ampak dejansko izkustveno je, da narediš izkušnjo. No, točno to. Res je teže pri organizaciji, to zdaj pač to, ne vem, kako bi se dalo to narediti. Ker pa moramo imeti 2 učitelja na toliko in toliko otrok, in se to je vse marsikaj pač potegne za sabo, ko mogoče starši pač tudi, ali pa kdorkoli, ki se s tem ne ukvarja, ne vidi celotne slike, da je pač tudi organizacija, ker potrebna potem pri vsem tem, Ampak vse verjetno bi se potem lahko dal, če imaš ti recimo cel dan in če bi že tako več učiteljev sodelovali znotraj tega dneva, da se lahko da mogoče tudi 2 razreda skupaj, pa se skombinira te učitelje, ki bi morali iti na 2 razreda. Ja, to lahko kot dan dejavnosti, recimo, ali pa kaj takšnega, Se mi zdi, da bi lahko vsaj začeli konkretno razmišljati o tem, pa da pač iščemo te neke rešitve. Ker če bi se res zavezali temu, da se najde neke rešitve, verjetno bi se tudi dali najti rešitve. Ker ne smemo se spraševati, zakaj, ampak kako nekaj spremeniti. Ne zakaj je to zdaj tako, ampak kako bi spremenili. Mislim, zaradi mene se lahko tudi najprej vprašamo, zakaj in potem najdemo nek odgovor in potem to presežemo še s tistim kako in kam naprej. Ja, tako, točno to, najbolj res je. Res je. Pač to je proces, ampak proces ni nič slabega. Proces je zgolj proces, ki lahko privede do nekega zorenja. No in ko se že ravno o tem pogovarjava, bi te tudi vprašala, kakšna je tvoja tista sanjska šola, tako kot bi ti res želela, da bi se vsi otroci izobraževali, to lahko doživeli in imeli to kot nek del svojega odraščanja. Zadnjič sem videla na Facebooku en razred, finski je bil sicer, ko so noter imeli marsikaj. In sem rekla mojim učencem, tak razred bi jaz imela. In so imeli od športnih rekvizitov, potem so imeli po skupincah, tako kakšne kotičke, da so lahko brali. Eni so, ne vem, na tleh sedeli, drugi so tam, malo bolj sproščeno, ne tisto formalno. Ker mene tudi motijo tako postavljene klopi, mize. Pa recimo marsikaj, da je v razredu, ne vem, pa po skupinah timsko delajo, ne vem, take stvari, to je meni razred, da je drugačno vzdušje, da ni samo tisto šolsko, formalno vzdušje. To. Pa da gremo tudi ven, tako kot smo se že pogovarjali, no to je meni sanjsko. Pa v bistvu se mi zdi tako zanimivo, da ves čas dajemo za zgled, recimo Finsko, Skandinavijo na splošno, pa sanjamo o teh stvarih. Recimo, meni se je zdelo tako zanimivo, ko sem jaz delala v tej zasebni šoli, smo imeli še otroke kot šolajoče na domu, kar je pomenilo, da je vsak otrok bil formalno vpisan v neko državno šolo, in potem sem se jaz tudi srečala s temi njihovimi učitelji. In kokrat so meni učiteljice v njihovih matičnih šolah rekle, ko bi mi lahko tako delale. Se niso zavedale, koliko je od zadaj dela za
tak način dela. To je res ogromno dela, ogromno predanosti, ogromno nekega lastnega načrtovanja, zaupanja, ni da ni, a ne? Ampak še vseeno, ko pa pridejo tisti dobri trenutki, so pa res čudovito dobri trenutki, a ne? In ko vidiš, kaj na daljši rok to otrokom prinese, je pa tako, zakaj ni to normalno? Ja, točno to res, ja. In recimo, meni se je zdelo tako res noro, da mi učiteljice v 1., 2. razredu govorijo, kako bi one rade z otroki ven hodile. Ja. Take osnovne stvari, ki sploh ne bi smele biti stvar nekega tistega sanjarjanja, ampak dejstvo, da lahko z prvošolci se odločiš, gremo ven na travnik in tam pišemo in tam se učimo, tam pa dejansko se da vse v en tak lep paketek dati, ne? Ker niti ni razpršenosti, zdaj ta učitelj to uči, ta učitelj to uči, tam pa res večinoma en ali pa 2 učitelja pokrivata vse in se da vse zelo lepo narediti, interdisciplinarno, medpredmetno, skozi slovenščino lahko vse predelaš, ker pač se vse da zapisati na tisti stopni to, kar želiš z otroki narediti, ne? In je res tako, se mi zdi, da res tako kompliciramo pri enih stvarih, ki ni zakomplicirati, ki bi se dali tako zelo hitro in zelo elegantno narediti spremembo, ki bi bila vsem veliko boljša. Ja. Pa še več gibanja. Jaz bi še šport povečala nekaj, nujno je. Preveč sedijo. Že doma sedijo, v šoli sedijo, tega je premalo gibanja in stika z naravo. In kakšen, mogoče opaziš kakšno spremembo zdaj pri otrocih, ko imajo dejansko nekateri veliko manj gibanja, veliko manj neke ustvarjalnosti? Jaz mislim, da ko se ti gibaš, spet možgani drugače delajo. Šport je nujen, pravzaprav. Fizično je pogojeno s psihičnim, vedno rečem in telo sta povezana. In se mi zdi, da so še manj imajo energije, ne? In še manj motivacije za učenje, in še manj za šolo, in berejo zelo malo in tako naprej. Res je upadlo to vse. Tako da več gibanja bo potem po mojem še več, boljše učenje in vse to, no? To je vse povezano. Jaz se v nekaterih državah sem slišala, da zdaj ravno zaradi te situacije so zdaj še povečali količino športa, pač ur, ki jih namenijo temu. In se mi zdi res tako nerazumljivo, zakaj mi režemo te stvari. Pa recimo umetnost, pa take stvari. To so vse stvari, ki v bistvu neko notranjo svobodo otroku dajejo, samorefleksijo, neko postavljenost kot posameznik, da sploh ne govorimo o tem, da pač, ko se gibaš, je več kisika, bolj deluje cel naš sistem, tako da zakaj ne? Ali pa že med urami nekako, da bi vnesli, ne vem, vsako uro neko gibanje, ne vem, vse se najbrž da tudi to skombinirati nekako, no. Pa najbrž povečati, če kakšno uro športne. Bi bilo za moje pojme najboljše, no, tudi to. Morali bi začeti res enkrat, ne vem, spreminjati stvari, no, in zato mogoče pa je zdaj ta čas. Ko smo toliko časa doma, ko vidimo, kaj nam manjka. Zdaj smo mogoče komaj mi videli, kaj nam v resnici manjka, ne? In da zdaj dejansko te stvari začnejo podpirati. Ne tistega balasta zraven, ampak to, kar nam res manjka. In bi morali začeti. Torej, to se mi zdi res tudi zanimivo, ko si napisala tudi na tvojem Facebooku, da se tvojim učencem zdi nagrada, da lahko skupaj berete. Kar se mi zdi še posebej zanimivo v teh najstniških letih, ko večinoma so ljudje mnenja, da oni so pa majčkeno taki negativni, pa da se jim nič ne da, pa leni, pa to itak vse brez veze. Ampak da se jim zdi res fino, da če uspešno zaključite vaš učni proces, na koncu koliko 10 ali koliko minut berete. Tam nekje 10, To sem včasih že imela, potem vmes, niti ne letos, sem se pa spomnila, ker smo bili doma in nisem mogli knjige dobiti za domače branje, da bi mogoče pa skupaj eno prebrali.
No in sem jim predlagala, pač odvisno od starosti, 6., 7. eno knjigo, 8., 9. drugo in sta res zelo zanimivi, dobri knjigi, tudi taki sem izbrala, da jih nekako navdušita. Kateri pa sta to? Ja, ena je, lani so dobili učenci v 7. razredu ta projekt Rastem s knjigo in dobijo vsako leto eno knjigo, država jim da eno knjigo, ja. In je od Janje Vidmar, tale Elvis, o enem fantu, Elvisu Škorc, mislim, da je, ja, ko pač o odraščanju, njegove težave, malo bolj močnije, debel, no, rad ima sladkarije, ker utaplja svojo žalost v sladkarijah in tako dalje, starši so ločeni, pač taka življenjska zgodba na malo humoren način. In se potem tudi pogovarjamo, kako je grozno, ko nekoga, ne vem, učenci ne sprejmejo, njegovi sošolci, ne, tega glavnega lika, in potem se z njega posmehujejo in jim je zelo všeč ta zgodba. In potem komaj čakajo, da bomo mi to brali. In ko smo zdaj bili 12 dni doma, preden sem šla domov, ne pozabite vzeti knjige, da jo bomo brali na Zoomu. Super. Res. Tako da to komaj čakajo. Včasih enkrat sem celo uro porabila. Nisem mogla, ne vem, tako jim je bilo všeč, da nisem mogla nehati brati. Je krasno. Res. V 8., 9. sem pa tudi zelo dobra knjiga od Žige X. Gombača, je pa NK Svoboda. In govori pa o dveh fantih. Tu je pa tudi prikaz nekoga, ki je begunec, star 16 let, fant, ki mora iz Sirije zaradi vojne. Na drugi strani pa en Ljubljančan, fant v 9. razredu, ki ima pravzaprav vse, ampak se starši doma kregajo, ne razumejo in tako dalje. Torej dve čisto različni zgodbi. In kako se ta dva fanta spoznata v resnici na pač nek žalosten način in spleteta prijateljstvo in taka življenjska zgodba. In se tudi pogovarjamo in jim je tudi všeč. Tako da obe knjigi res z navdušenjem poslušajo. Ja, drugače pa bralno značkam dam na izbiro, nekako, da si sami izberejo knjige, katere želijo. In sicer dam seznam, tudi na seznamu so zelo dobre knjige, ki jih da knjižničar. Ampak, ne vem, tudi knjižničari zna navdušiti, ker jim vsako leto prinese knjige v razred in mi najprej predstavi knjige. O, lepo. Ja, tako da jih že navduši. Ne vem, ena knjiga je bila, katera že, vem, da neke tangice bi naslov. Ne vem, o punce tangice, ne vem točno. V glavnem en fant, ki nikoli ni bral. Je rekel knjižničar, da je šel takoj si sposoditi knjigo. Na tak način, ker že recimo naši mladinski pisatelji zelo dobro pišejo, res jih moram pohvaliti. Zelo take knjige, ne, tudi izbiramo, ki z njih se tudi naučijo otroci. Prvič sebe lahko nekako podoživijo, vrstnike, se tudi kaj naučijo in je res zelo dobro. Mislim, veliko knjig je na izbiro, zelo dobrih. Tako da lahko bi malo več brali sicer, ker spet so vzgledi na nek način tudi doma, iz otroštva. Domače branje pa tudi kakšne klasike, tudi ne. Pač Prešeren mora biti Cankar, kdaj tudi, ampak tudi na ta način, kak je te knjige. Res je velika izbira mladinskih knjig. Ja, se mi pa zdi tako fino, da vsak učitelj lahko nekaj svojega najde, kar tako čist individualno vpelje v svojo skupnost, ker pač razred je neka skupnost. Da mogoče ni za vsakega isto, recimo nekemu učitelju, ki mu mogoče ni tako blizu branje, verjetno to ne bi nekaj funkcioniralo, ampak da vsak lahko nekaj takega svojega najde, kar bo en tak tisto, kar neka češnjica na vrhu tortice. In bo njemu veselje in tudi otrokom veselje, pa jaz mislim, da tudi ogromno enih zelo lepih spominov to prinese. V bistvu ostanejo tisti spomini lahko tudi za preostalo življenje. Točno to. Pa to tudi plino vnaša v skupnost. In povezanost med njimi. Se tam tudi niso vsi zdaj prijatelji, pa se niso izbrali razreda, ampak točno to. Ampak sej v končni fazi, se mi zdi to zelo ena taka pomembna stvar v življenju, pač ti si v neki sredini, ni nujno, da ti vsi ustrezajo znotraj tega, ampak lahko v vsakem izmed teh elementov v tej skupnosti najdeš mogoče neko vrednost ali pa vsaj nekaj, kar lahko spoštuješ. Ni ti treba biti ves čas na neki osebni ravni v interakciji, ampak se pa naučiš neke konstruktivne komunikacije, sodelovanja, pa tega, da mogoče tudi za neke višje cilje
da se lahko povežeš z vsemi znotraj tega. In to mislim, da cela naša družba bi morala dozoreti do te stopnje, ko bi bili sposobni normalno komunicirati s človekom in iskati poti, ki bojo vsem v neko izpolnitev. Sam, a ne pač v nekem razredu, je mogoče še na eni taki dokaj mikroravni, ampak to se potem prenese tudi na celotno življenje. Ne? Tako da ne vem, če si nekega dne potem v eni službi, kjer imaš cel tim okrog sebe, da ali ne teroriziraš vseh, ali pa da si neka miška, ki se tam skrije in nikdar ne izrazi, ampak da to lahko ena normalna dinamika poteka znotraj skupine. Res, ja. To bi bilo, mislim, da nekaj tazga zelo pomembnega, kar bi šola lahko dala otrokom za življenje. Tako da to definitivno so tudi veščine, ki bi jih lahko poučevali. Kar je res noro, da v bistvu takih stvari ne poučujemo, da take stvari, ki so najbolj življenjske, da se jih pa kar spregleda, kot ne vem, kako neko normalno partnerstvo vzpostavljati, kako komunikacijo razvijati. Te veščine, ki dejansko so veščine, to ni da kar neki z neba pade, ne. Točno so veščine. Ja, res je. Zato tudi mogoče kdaj, ne vem, kakšne šole za starše so tudi zelo dobre, ne? Se tudi starši ne vemo, ne? Se ne vemo, ali delamo prav, ne? Mi mislimo pač, da delamo najboljše, ne? Pa ni vedno. Starš si večino časa malo zgubljen. Ja, točno to, ne? Tudi zelo, ne? Vse tega je zdaj že več, ne? Ampak vseeno, pa tudi v šolah nujno bi to moralo biti. Ja. A ne, pa sej v končni fazi je tudi čisto normalno, da prideš v neko situacijo, kjer pojma nimaš, kaj se dogaja in greš do nekoga drugega in vprašaš, lej, izgubljena sem, a mi lahko pomagaš? Ali pa, a imaš vsaj kakšno idejo? A ne, in to so vse take čist naravne življenjske stvari, ki se vsakmu dogajajo. In zaradi tega nisi izguba, ampak si samo človek. No, tukaj bi morali tudi spremeniti mišljenje, ker mi mislimo, ne, če bomo to zdaj priznali, ali pa koga vprašali, da mi pa smo zguba, ali pa ne vemo, ali pa ne. Ja, točno to. Kar se v bistvu je precej logično, da tako delujemo, ker so nas celo življenje v bistvu učili to, ne. Če si naredil neko napako, si bil kaznovan. In kaj človek naredi? Ja, normalno, da se proba izogniti kazni, a ne? No, tudi starši to rečem. Točno to, laž. Naprimer, kdaj začnemo lagati? Ko nas je strah posledic. Ja. Točno tako. In kdaj neko dobijo kazen? Zakaj otroci kdaj lažejo? Sem zato. Pri meni je že bilo, jaz sem res rečem, raj po pravici, tudi danes meni rekel, nisi učil, ker je šel krompir, ne vem, kopati pa enkrat, ne vem, ne zdaj, ampak ne vem, neke izgovore take, sem rekla, gledaj, raj vidim, da mi po pravici poveš, da se nisi učil, ker si to delal raj, ali karkoli, kot da se nekaj zgovarjaš, ne, in na ta način, ne, ker njih je strah ravno posledic, ne, in potem pride do laži in potem to raste z nami in tako dalje. In potem to spontano preneseš v življenje, ne. Točno to. Se v bistvu tega niti zavedaš več, ne, da iščeš tiste neke izhode, malo tisto sivino, ki se lahko izmuzneš ven iz neke situacije, kjer bi bilo v končni fazi, se vsem lahko pogovorimo dejansko. Točno to, ne. Pač povej, bomo rešili, ni problema. Ampak to se začne v otroštvu, ne? In naprej, tako, da tudi recimo starši, ne, pri sebi morajo spremeniti, da lahko potem vzgajajo in tako dalje, ker pa bodo tudi njihovi otroci drugače vzgajali. Se to je začaran krog. Ja. Sej, v bistvu, na čist nezavedni ravni prenašamo te neke vzorce. In še vedno ne ponotranjimo zavedanja, da večina učenja poteka samo na zgledu, sploh ne na nekih besedah, na nekih teorijah, na nekih ne vem kakšnih učnih gradivih, ampak si ti tam zgled in te otroci kopirajo in se to avtomatično prenaša naprej. Zaradi tega je toliko pomembno, da kot pedagog dejansko najprej na sebi delaš, da potem tega ne prenašaš vsaj v toliko veliki meri naprej. Jaz verjamem, da je težko. Sem res spet iz tega se nekaj naučiti, spremeniti. Jaz vedno pravim, če vedno nekaj isto poteka, da se pač nič ne spremeni, moramo mi nekaj spremeniti, če hočemo, da je drugače. Ali pa iti iz te cone udobja, kjer nam je vse poznano in je super, sem zadovoljni pa nismo. Tudi o tem sem v teh 21 korakih omenjala, da je vse fajn, ampak zadovoljni pa nismo. Moramo stopiti ven.
če želimo spremembe. Ja. Sej, tako kot je že Einstein povedal, Ja, najbolj ja. noro je misliti, da bojo neki novi rezultati, če vse delaš isto. Točno tako je. Ja. Res, no to je to. Ja. Pa be the change. Ja, tako, res je. Ja. No, pa mogoče za konec bi ti pa rekla še, če imaš mogoče kakšne misli, ki bi jih želela predati in učencem, pa mogoče ločeno staršem, pa drugim pedagogom. Kaj bi vsaki posamezni skupini želela mogoče kot eno tako popotnico dati? Ja, zdaj učencem, da ne sme nikoli obupati, ne? Tudi če je težko, tudi če je kdaj slaba ocena ali karkoli, ne obupati, ker se da vse popraviti, da naj bodo vedoželjni, takšni kot so, ne iskrivi, tudi če je kdo kdaj, ne vem, tudi rečemo v razredu, tudi tisti, ki so kdaj poredni, ali pa mi mislimo, to je meni zelo tak izraz poreden, ne? Ja. Otrok, noben ni, ne, pač. Ampak tako, no, to jim rečem vedno, bodite močni, ponosni na se, upajte si, ne. Tako ne obupati. Ja, vedno se iz neke situacije nekaj naučiti, to jim vedno rečem, ne, in verjeti vase. Staršem bi pa tudi rekla, ne, da vedno pa to rečem, če imajo starši več otrok, ne jih primerjati. Vsak je zase osebnost. Včasih zelo radi rečemo, ja, moj starejši, pa moja starejša, pa to in to, ta mlajši, pa ne vem, grozno ali karkoli. Vsak je zase, to bi jim rekla. Pa res, tako kot sem rekla, mogoče ne znamo razmisliti, ker mi prenašamo vzorce od svojih staršev, kaj nam ni bilo všeč, da se zavedamo tega, da mogoče pa mi isto v resnici zdaj delamo, da tu spremenjati stvari, ja, da pri sebi začeti gledati, ne samo joj, ne, on pa tega in tega ne dela, mogoče pa tudi mi ne delamo vsega prav. Pa, ne vem, tudi če recimo starš včasih, ne vem, sploh v dobi pubertetnikov, včasih nima več energije, pa si priznajmo, saj smo vsi na istem, saj tudi jaz in vsi ostali, Pa mogoče kdaj tudi poiskati kakšno pomoč pa nasvet. Pa tudi otroke poslušati. To vedno rečem, poslušajte tudi otroke. In uslišati, ne samo poslušati. Za učitelje pa tudi, vedeti, da vsak otrok ima neko ozadje. V NLP tudi rečemo, ni slabih namenov. In da ima vsak svoj zemljevid. To pomeni, da tudi vsak neko stvar vidi lahko drugače. Biti razumevajoč, pa dosleden, strokovnjak na svojem področju, to je prvo, pa nekako ure probati narediti razgibane. In tudi delati na sebi, pa vztrajati, pa tudi si vzeti čas zase, ker tudi učitelj je včasih ob koncu dneva zelo utrujen, in tu jaz porabim svoj šport za to, da to je moja antistresna terapija, si vzeti tudi čas zase. Imaš še kakšno tako stvar, ki bi jo res želela še predati? Ne vem, da vedno pravzaprav spremembe so tiste, ki nas delajo boljše. To je to, Ja. Iz vsake stvari potegniti nekaj dobrega. To je moje moto. Dober moto. Pa v bistvu je tako zanimivo, da se zmeraj tako bojimo sprememb, ampak v resnici pa, če ne bi bilo spremembe, tudi pomladi ne bi bilo. Če samo zdajle pogledamo, kakšne spremembe se na vsakem kotičku dogajajo in vodijo v nekaj res čudovitega. Ja, res. Bi jaz tudi rekla, da se strinjam. Super. Hvala lepa. Hvala enako.